Papež Frančišek je med jutranjo mašo 11. oktobra, ki jo je daroval v kapeli doma Svete Marte, povabil naj delamo dobro s ponižnostjo, ter se izogibamo pretvarjanju in kazanju pred drugimi. Opozoril je na religijo nališpanosti ter poudaril, da je Gospodova pot ponižnosti. Krščanska svoboda prihaja od Jezusa in ne iz naših del. Sveti oče je pri homiliji izhajal iz odlomka iz pisma apostola Pavla Galačanom. Zatem pa spregovoril o evangeliju, v katerem Jezus graja farizeja, ki je ves osredotočen na zunanjost, ne pa na bistvo vere. Učitelju postave, ki je kritiziral Jezusa, ker se pred jedjo ni najprej umil, Gospod jasno odgovori: vi farizeji sicer res čistite kozarec in krožnik od zunaj, znotraj pa ste polni pohlepa in hudobije. Jezus to v evangeliju velikokrat ponovi tem ljudem: vaša notranjost je hudobna, ni pravična, ni svobodna, ste sužnji, ker niste sprejeli pravičnosti, ki prihaja od Boga, pravičnosti, ki nam jo je dal Jezus. V nekem drugem evangeljskem odlomku Jezus pravi, naj molimo, ne da bi se pri tem kazali. Nekateri so namreč imeli predrzne obraze, ni jih bilo sram, molili so in dajali miloščino tako, da so jih drugi videli. Gospod pa nam kaže pot ponižnosti. Jezus nam pravi, da tisto, kar je pomembno, je svoboda, da nam je dal odrešenje in ljubezen. Kot je dejal papež, tista notranja svoboda, tista svoboda, ki nastane na skrivnem, je ista kot Jezusova pot, ponižnost, ponižanje. Pavel pravi Efežanom, da se je Jezus ponižal, izpraznil je samega sebe. To je edina pot, da sebe odstranimo egoizem, pohlep, napuh, nečimrnost, posvetnost. Ljudje, ki so grajali Jezusa, so po papeževih besedah sledili religiji nališpanosti, videz, kazanje, pretvarjanje, a znotraj. Jezus za te ljudi uporablja zelo močno podobo. Ste pobeljeni grobovi, zunaj lepi, a znotraj polni mrtvaških kosti in gnilobe, je poudaril sveti oče in nadaljeval, da nas Jezus poziva, vabi nas, naj delamo dobro s ponižnostjo. Ti lahko delaš dobro, kolikor hočeš, a če ga ne delaš ponižno, kako nas uči Jezus, to dobro ničemur ne služi, saj je dobro, ki izvira iz tebe samega, iz tvoje gotovosti in ne iz odrešenja, ki nam ga je dal Jezus. Odrešenje prihaja po poti ponižnosti in ponižanja, do ponižnosti pa ne pridemo brez ponižanja. Papež je homilijo sklenil s povabilom k molitvi, naj hodimo tiho in delamo dobro, zastonj, kakor smo tudi zastonj prejeli našo notranjo svobodo in naj on varuje to notranjo svobodo vsem nam.